spet se skupaj gledamo, tokrat v moji družbi dva mladeniča. Enega ste verjetno že prepoznali, pozdravljam pa prav oba. Z mano so tokrat Jastrebi, živijo. Živijo. Leto in pol je nazaj, kar smo se nazadnje družili takrat v studiu z našim Izjem. Tokrat pa vidim nekaj novega in sicer nov obraz. Kako je to? Mislim, da Jan, ti si nov član te skupine. Tako Kako je, se počutiš? Ma super, fant je res polno energijo, smo začeli že od štarta in super, no, brez pripomb. Tako da sem zelo vesel, no, da sem, sicer jaz sem bil tudi že prej malo, sicer v narodno-zabavnih vodah in tukaj s fanti smo se poznali tudi odprej in pol so me povabili k sodelovanju in z veseljem, no. Jan je top fant, tudi smo zelo zadovoljni z njim, odličen inštrumentalist, pevc, vse skupaj, tako da zadeva laufa. Tudi smo se skupaj ujeli in zadeva gre. Super, dalje. Super, mi smo pa zadovoljni z vsemi izmed vas, kajti imate res super komade, še boljše pa top žurke, katerih je sicer zdaj bilo malo manj, ampak upam, da se v prihodnje bodo kar vrstile. Tudi na Pustu smo vas lahko gledali in pa kar nekaj takšnih koncertov, kjer zajamete širok spekter in pa repertoar. Tako da super, da imam takšne goste v naši oddaji. Ja, hvala, sej, moram reči tudi smo se z veseljem odzvali vašemu povabilu v to oddajo, no. Tako da bi še to rekel, da pozdravljamo vse gledalce in vse z okolice, se pravi Štajerska okolica in vse ostale, ki nas spremljajo danes tukaj. Moram reči, da kar se nas tiče, mi vedno se trudimo tako imeti vedno širši repertoar glasbe, torej, da lahko zabavamo vse od najmlajših do najstarejših, pa vse vmes, torej, kar zabava mlajše, starejše generacije in za žur, za veselje, za ples in dobra družba, to je to, mislim, ne. To je to, kar potrebujemo in to je to, kar komaj čakamo. Zdaj pa dajte se še majčkeno predstaviti, morda tistim, ki vas danes prvič tukaj gledajo. Ja, torej, jaz sem Patrik Prelec, jaz sem vokalist in vodja skupine Jastrebi. In danes evo, tle ob tej priložnosti naš nov član, Jan, povej kaj novega. Jaz sem Jan Jazbec, ne, in sicer pri Jastrebih bom špilal klaviature, pri zabavni muziki in pri narodno-zabavni pa bas kitaro, no. In za veselje igram tudi harmoniko, tako za dušo. Tako je, Jan je tudi pravi veseljak po srci, tako da dostikrat se imamo zelo fajn in se veselimo in smejimo na vajah tudi, no. Kot vidiš v teh prostorih, prej si omenila, ta prostor v bistvu, dosti ljudi se sprašuje, kaj delate med korono, kaj se dogaja in tako. In v bistvu mi smo že lani marca meseca smo se zbrali, veš, kaj ni bilo, takrat je bil lockdown, so vse zaprli, ne. Takrat vaje nismo smeli imeti in veš, malo smo začeli tako pospravljati, kaj jaz vem, stvari tako. In pol smo rekli, kaj pa če bi naredili zdaj malo tle to izolirano steno, kaj če bi tako, ono, tretje. In veš, pol kar naenkrat smo začeli kupovati material, naredili pregradno steno, vse izolirali v te piramidne, ko vidiš, piramidna izolacija, to je za zvok. In odličen studio nastavil, se vidite tle v ozadju, no, tako da smo si naredili pol tudi šank tlele in imamo vse, tako da se res imamo super. Je tudi dostikrat uporabljen, no. Ja, moramo uporabljati, Se imamo res super v naših prostorih, no, tako da z veseljem vadimo in delamo nove stvari. Super, sem vesela, da ste izkoristili v bistvu ta lockdown, da ste naredili takšen studio. Lahko pa povem našim gledalcem, da na vašem Facebook profilu si pa lahko ogledajo nastanek tega vašega studia, ker ste objavili kratek posnetek. Tako, v bistvu na YouTube kanalu skupina Jastrebi si lahko ogledate naš, takrat smo izdali decembra meseca v božičnih dneh tale božični miks, torej božični miks največjih slovenskih uspešnic. Lahko si ogledate, res super miks je in dobro, zdaj sicer je poletje, ampak verjamem, da vam bo všeč in tudi si ga boste poslušali. Res je tako, moramo pa omeniti, da nista samo dva, vendar vas v tem studiu prepeva in pa instrumentira, kako bi rekla, v bistvu vadi 5, je res. Kateri so še ostali člani? Tako je, v bistvu mi smo 5-članska zasedba, torej tale klasična postavitev bobni, bas, kitara, harmonika, klaviature in imamo pa seveda tudi pevko Vaneso, ki je danes ni tukaj,
Ja, seveda, tle smo danes samo dva, ne? Zdaj, če bi bilo 5, kam bi šli, zdaj ne moramo, premajhna kamera. Ne? Tako da ja, v bistvu smo celotna ekipa, no, imamo tudi tehnično ekipo, ki skrbi za oder in ozvočenje in tako naprej, tako da smo pripravljeni in čakamo. Samo akcija, smo zvadili do te točke, da lahko gremo samo špilati, no? Čakamo zeleno luč, lahko rečemo. Nazadnje, ko ste bili pri nas, ste predstavili v bistvu vaš videospot Ena iz Ljubljane, ki je nekako vaš prvi avtorski komad in pa seveda tudi videospot. Sedaj pa ste pripravili nekaj novega. Ta videospot smo si lahko pogledali v začetku. Zdaj pa nas čaka nekaj novega, kar ste izdali, mislim, da v mesecu maju, če se prav spomnim. En nov komad, kaj pa se skriva v bistvu za tem videospotom, ki nas bo pričakal? Ja, tako, v bistvu lani smo bili pri vas, smo izdali Eno iz Ljubljane, to je bil naš premierni prvi komad. Za ta komad smo res čakali predolgo za reči, ne. Zdaj, mi smo vedno tako več vlagali v opremo, v ozvočenje, v mikser, v mikrofon in tako naprej, vse, kar je bilo. In veš, veliko sodelujemo tudi z Blažem Gecom, skupine Zvita Feltna, on je tudi avtor tega komada. In on nam je večkrat rekel, dajte fantje, vložite v komad, to se vam bo obrestovalo. In mi smo res mislili, ja, sej bomo, veš, zdaj rabimo bolj nujno tisti mikrofon, zdaj rabimo bolj nujno oni luč, oni mikser, oni naprej. In pol smo se pa res odločili, ja, zdaj pa res cajt, moramo delati na promociji in smo se odločili za Eno iz Ljubljane. Takrat smo posneli Eno iz Ljubljane, prvi komad, smo bili zelo presenečeni, veš, prva izkušnja, tako ful dobro, no, nam je bilo zanimivo in vse. In smo šli naprej, pa smo že takoj, ko smo končali snemati to pesem, smo šli snemati že prav kmalu, smo začeli delati na naslednjem projektu in ta naslednji projekt je bil seveda projekt Naj se pije, ne? In Naj se pije je bil narejen v smislu naj se pije in zdravlja uspešni zmagi nad koronavirusom, ne? Ampak, ne, zdaj ta koronavirus traja že toliko časa, da to je predolgo, ne? In v bistvu komad smo posneli že lani, julija in smo čakali, kdaj bo konc korone, ampak ni bilo konca in smo rekli, lej, moramo ostati aktualni in damo komad ven v prvomajskih praznikih, tako da smo dali komad ven in super, lej, odlično odziv, publika, to je to, lej, gremo naprej. Naj se pije je naslov seveda videospota, ki si ga bomo gledali v nadaljevanju, tako kot si omenil, nazdravljanje novi eri in pa rečemo temu prebolelosti koronavirusa ali pa da smo se tega končno nekako znebili. Seveda ni še ta čas, ampak vsi držimo pesti in upamo, da bo. Verjamem pa, da je razlogov za nazdravljanje dosti, če ne druga, Naj se pije, ker imate novega člana in nov videospot in pa tudi nov studio, tako da razlogov je neverjetno veliko in tudi vesela sem, da se lahko takole gledamo v naši oddaji. In upam, da tudi naprej. Imate kaj pripravljeno, da mogoče še ustvarjate naprej oziroma kako ste si zadali tudi nadaljno? Ja, jaz sem tudi vesel, da se lahko gledamo v vaši oddaji. Sicer še bolj vesel bi bil, oziroma bi bili veseli še bolj, če bi se v živo gledali, ampak lej, tako kot je, taki časi so, nimamo kaj, ne. Zdaj, kar se tiče naprej, ne, tle z novim članom pičimo 100 na uro naprej, ne, tako da nova pesem, nov komad bo. Zdaj, kdaj bo, kaj bo, to pa zaenkrat ne bomo povedali. Super, torej ohranjate presenečenje. Tako. Dobro, kakorkoli lahko povem našim gledalcem na YouTube kanalu, si pa vendarle po naši oddaji pa še enkrat zavrtite Naj se pije in pa Ena iz Ljubljane, kajti zelo plesni komadi, ki so ravno prašni za tale večer in pa verjamem, da bo marsikoga spravilo v dobro voljo, pa tudi mogoče bo kdo našel kak razlog doma za nazdraviti ali pa le proslaviti, kajti teh razlogov imamo vsak dan ogromno. Povejte mi, kaj pa je kakšen vajin razlog, da bi rekla, na to pa ste zelo ponosni oziroma to pa lahko proslavita, pa če zdaj izvzamemo glasbo mogoče. No, kaj smo reči? Na kaj si ponosen? Jaz sem ponosen, da imam take ljudi okoli sebe, ne, glasbenike in seveda tudi na mojo familijo, ne, na mojo družino, tako. No, ja, jaz moram reči, jaz sem ponosen tudi na to, da delamo nekaj dobrega za ljudi, da osrečujemo publiko in da se v bistvu veselimo s tem, ko delamo nekaj dobrega za vse in za družbo okoli nas. Super, zelo lepe besede in pa res hvala in pa tudi pozivam gledalce, kot sem prej rekla, vsak si naj najde ta delček, na katerega je ponosen in pa ga vsakodnevno opomni oziroma si ga naslovite zvečer, preden greste spat, kajti dnevi bodo kar lepši, ko se boste zjutraj zbudili.
Zdaj pa, da se vrnemo nazaj k glasbi. Upamo, da bodo koncerti kaj kmalu tukaj, tako kot so bili. Imate morda kakšne skrite želje, kje bi radi kdaj nastopali? Ja, veš, ja, to je tako. To tudi mi upamo, ja, upamo že eno leto, kdaj bo in čakamo in smo pripravljeni, ne, ampak rečemo, da bo kmalu, no, to, da se bo začeli res te pravi koncerti, ne. Sicer ja, zdaj manjše zadeve so, tudi vedno večje zadeve so, zdaj kolikor omejujejo ukrepi, pač tako je trenutno, ne. Zdaj, ja, želje so velike, ne, mislim, mi se pripravljamo za top zadeve, ne, za velike zadeve. Zdaj, kaj bo, se pustimo rajš presenetiti, ne, in to je to, mislim, važno, da je kvaliteta in da stvar in da uživamo v glavnem, ko se špila, to je itak najbolj važno, ne, v glasbi. Tako jaz upam, da vam bo uspelo in pa da se bomo kaj kmalu videli za kakšnim odrom, kjer bomo lahko z vami prepevali te vaše avtorske komade in pa seveda vse komade, ki jih drugače tudi prepevate. Naj pomenim tudi to, ker ste tako raznoliki in pa tako prilagodljivi, igrate tudi dosti na porokah. Kako pa v bistvu nastopati pred takšno izbirno publiko? Ja, zdaj, kar se tiče porok, je v bistvu ena taka unikatna zadeva vsakič, ne. Vedno se probamo prilagoditi vsem željam, tudi recimo, če je, ne vem, pred koncertom v kakšni cerkvi ali bilo kje ta obred in tako, veš, ki se kaj zašpila zraven, pa zapoje tako s kitarco, malo akustično. Zdaj, to so vedno tudi pol za prvi ples, so vedno ponavadi glasbene želje. To, kar se da, vedno se potrudimo te želje ugoditi in se navaditi te komade, ki so v bistvu za tista dva, ki se tisti dan poročita nekaj posebnega, ne, in to se pač trudimo, no, da res ugodimo želje. Super, lepo slišati in pa verjamem, da se kdo med nas bo sigurno kdaj ženil v prihodnje, zato si zapišite Jastrebe in pa jih malce pogooglejte. Na njihovem Facebook profilu kar so aktivni in verjamem, da vam bodo te skrivnosti, kje bodo nastopali in kakšni so na prejšnji komadi, rade volje izdali, sicer pa jih le malce pocukajte za kakšen repertoar. Ja, tako je, ja. Evo, bravo, dobro si povedala. Kar Instagram skupina Jastrebi, pa Facebook skupina Jastrebi, pa zdaj ponovno tudi TikTok skupina Jastrebi, pa YouTube, pa povsod smo, ne moreš nas zamuditi. Jastrebi ste povsod in že takrat v oddaji ste nam zaupali, da v bistvu to ime je popolnoma naključno. Ja, v bistvu, takrat, ko smo to ime, to je bilo že kar nekaj let nazaj, no, smo rekli, v bistvu smo imeli špil tik pred vrati in smo rekli, eno ime moramo dobiti, ne, takrat smo igrali tako še za hec, tako malo, veš, za veselje in tako. In dosti ljudi nas je spraševalo, kako se vi kličete, kako je vam ime, ne. In mi takrat imena nismo imeli, ne, in potem smo rekli, ne vem, nimamo imena, ne vem. In pol je eno rekel tam v zadnji vrsti trio porkodijo, ne. Pol smo se tako malo hecili, ne. Pa smo rekli, zdaj pa je treba eno ime dobiti in smo se usedli res takrat za mizo in smo, vsak je napisal par predlogov in pa se je nabralo na mizi in kupenih tistih idej in pač Jastrebi smo zbrali, Jastrebi je eno tako unikatno ime in tudi hitro si ga zapomnijo ljudje, pa tudi konec koncev itak je bend tisti, ki ime naredi. Tako. Res je, jaz sem vesela, da sem vas spoznala in pa verjamem, da si bomo vsi zapomnili Jastrebe. Hvala, da ste se javili iz vašega prečudovitega studia. Moram reči, da komaj čakamo, da vas vidimo vsi tukaj v živo. Verjamem, da vsi želimo nekaj zabav in upam, da bo to kmalu. Tako da ja, Patrik in pa Jan, hvala za ta lep večer. Upam, da se vidimo kmalu z novim izdelkom. Hvala tudi tebi in zdaj mislim, da bomo zavrteli Naj se pije, če se ne motim, ne? Tako je, sedaj bomo zavrteli Naj se pije. Lahko tudi mogoče povete še kaj v tem videu spotu. Par uvodnih besed bi rekel, jaz pravim tako, življenje brez zabav in veselic ni preveč veselo, ne, tako da smo se odločili, da vam pripravimo eno tako pravo žurersko bombo in dajte si ogledati tudi na YouTubu in uživajte v pogledu. Naj se pije. Tako je, dragi gledalci, zdaj pa iz kavča prosim, da ostanete in pa zaplešete skupaj z našimi fanti in pa dekletom. Potem pa se vidimo naprej, tokrat vam pa želim res žurerski večer, trenutno z Jastrebi. Vama pa res lepa hvala, da ste se oglasila in pa se vidimo, naslednjič pa seveda v živo. Hvala tudi tebi in vsem pozdrav na Štajersko. Se vidimo.